Lepo zdrav gledalke in gledalci, pred vami je znova reportaža Avtoportreta.si. To sezono smo do zdaj za vas pripravili 3 reportaže, ki pa so bile vse zreljiv za slovensko državno prvenstvo. Tokrat pa sledi naša prva z gorsko-hitrostne dirke. Dirkači slovenskega prvenstva so do te dirke na Gorjancih opravili že 3 dirke, zato najprej poglejmo stanje v prvenstvu. Sezona se je začela v avstrijskem Rehbergu, kjer je bil med Slovenci najhitrejši Milan Bubnič. V redu, nič drugače ni bilo v Stubičkih Toplicah in v Resegnisu, kjer Milana z njegovo hitro lančo ni mogel nihče ustaviti. Tako ima on po 3 dirkah največje število točk, 75. V prvenstvu mu 27 točkami zaostanka sledi Matevž Čudan, z 39 pa Peter Marc. Velja omeniti še divizijo 1, kjer do Gorjancev vodi Franci Likovič s 65 točkami. A mu tesno zadaj sledita Matej Oblak in Žan Nagode, vsi pa vozijo MG-jo. V ostalih divizijah udeležba pred prvo dirko na Slovenskem ni bila visoka, se pa je to ponekod spremenilo. Letos mineva 50 let od prve dirke na Gorjancih, a ta ni potekala vsako leto. A še zmeraj smo bili priča jubileju, letos smo videli 30. izvedbo GH do Gorjancih. Na dirko se je prijavilo rekordnih 156 dirkačev, 10 manj jih je začelo z dirko. Kot je navada na gorsko-hitrostnih dirkah pri nas, najprej v soboto dirkači stestirajo vozila na uradnih trening vožnjah, nato gre pa v nedeljo zares. V soboto zjutraj smo pred kamere ujeli dosedanjega rekorderja proge, Patrika Zaječnika. Hello guys, we are happy to be here in Gorjanci. It's the 50th race from the first time and we have nice weather. The organization is very beautiful and the people also. Very nice high-speed track and I like it and I hope it will be a good weekend. Tudi Aleš Prek, ki je bil v tej sezoni 2-krat drugi, je stopil pred naš mikrofon. Aleš Prek, eden izmed najvidnejših predstavnikov v slovenskem državnem prvenstvu. Kaj pričakujete od letošnje dirke na Gorjancih? Mislite, da bo po čem posebna glede vašega nastopa, organizacije oziroma tekmovalne proge? Dirka je že sama po sebi izjemna. Zakaj? Zato, ker je toliko prijavljenih dirkačev. Mislim, da je rekordno število prijav v letošnjem letu. Nadejamo se lepega vremena, veliko gledalcev in en spektakel za gledalce. Ker se pa osebno mene tiče, smo sezono zelo dobro začeli. Upam, da jo bomo v tem tempu tudi nadaljevali. Prvi trening se je začel ob 11. Čeprav je na začetku padlo nekaj dežnih kapelj, je proga ostala suha. Nažalost smo že takoj videli nesrečo, ko se je avto Bianchi Urše Presetnik zavrtel v ograjo in nato pristal na buku. Nadaljevanje je potekalo brez večjih zapletov. Najhitrejši pa je bil Vaclav Janik, ki brani lansko zmago. S časom 1:46.536 je bil za 6 sekund in 4 desetinke hitrejši od Iržija Svobode. Bubnič je pristal na odličnem 3. mestu. Drugi trening se je začel malo kasneje kot predvideno. Tukaj pa smo žal videli 2 težji nesreči. Alojz Udovč je v hitrem srednjem delu izgubil nadzor nad svojim Cliom, ki ga pa je nato zavrtelo med drevesa. Voznik ni bil poškodovan, je pa avto utrpel kar hude posledice. Malo pozneje pa je takoj po štartu lančo Milana Bubniča zaneslo v bankino. Tako kot prej, voznik ok, dirkalnik ne. Na drugem treningu je Patrik Zaječnik le ujel ritem in bil s časom minute 40 sekund in 3 desetink najhitrejši. Vaclav Janik je tudi izboljšal čas z prvega treninga in pristal 2 sekundi zadaj. Kombinirano je bil njegov čas z prvega treninga 3. najboljši čas dneva. V slovenskem prvenstvu se nam po Bubničevem odstopu zdaj obeta bitka med Radom Razpetom in Matejem Grubnikom. Slednji je na Gorjance prišel z novim Renaultom Cliom E1. Čas Milana Bubniča z prvega treninga je bil sicer daleč najboljši. Po divizijah so bili najhitrejši Matej Oblak z MG-jem v prvi, Matevž Čudan s Cliom v drugi, Patrik Zaječnik v tretji, Aleš Prek s Honda Civic v četrti in Domen Svet s Twingom v 5. diviziji.
Zaradi razmer so bili vsi ti poskusi najhitrejši na drugem treningu. Tretji trening je bil odpovedan. To je pomenilo, da sledi nedelja s tekmovalnimi vožnjami, kadar gre za res. Že takoj zjutraj pa smo videli prijetno presenečenje, ko se je v boksih pojavil popravljen Renault Clio Alojza Udovča. Prisluhnimo, kaj nam je povedal. Alojz Udovč, včeraj težka nesreča, danes pa ponovno v boksih s popravljenim avtomobilom. Kako vam je to ponoči uspelo? Če imaš prave ljudi po sebe, noben stvarni problem narediti. To so ljudje, ki imajo radi ta šport in ko smo pregledali stanje avtomobila, smo gotovi, da se to da narediti. Zdaj, da je to veliko dela, ampak narejeno, tako avto je tako, kot mora biti. Red je malo še drugačne barve, ampak to bo. Le kdo bi si mislil, da ga bojo popravili? Prva vožnja se je začela ob 10. zjutraj, napoved pa je bila lepa, cel dan sončna. Nažalost pa moram tudi tukaj poročati o nesrečah. Sandi Krhin in Domen Svet, oba vozita Twinga, sta odstopila na prvi vožnji. Slednji je bil preventivno prepeljan v novomeško bolnišnico. Tudi Žan Nagode, včeraj tretji v diviziji 1, ni imel sreče. Njegov MG se je prevrnil na streho. Smo pa videli izjemen dosežek Patrika Zajlšnika. Besedo predajam uradnemu komentatorju Vladu Krivcu. Ja, 1:33:86 je zdaj novi rekord na Gorjancih, kar je skoraj 6 sekund boljše kot prej. Kakšna vožnja! Tole nam je povedal po tem dosežku. So, Patrik Zajlšnik, congratulations on the record. What is the feeling to drive at Gorjanci Hill Climb Race with the average speed of 166 km/h? Hello fans, yes, it's a crazy feeling. After the finish line I was totally mental finished because I have given all in the first race run, and all I have given, and it was a new record from 5 seconds faster, and yes, I want to win, and I don't know how fast is Sebastian Petit today, because yesterday he had a little bit problems, but now his car is okay, and for that I don't know how fast he will be, and so I have give all, and yes, I don't want to make 33 time, maybe 1 second faster or 2, but not so much, so it was crazy, yes. Po prvi vožnji je tako prednost vodilnega pred Janikom znašala že slabih 5 sekund. Prednost se je v drugi vožnji, ki je minila brez posebnosti, le še povečala. Patrik Zajlšnik je tudi drugič postavil izjemen čas, minute 35 sekund in 6 desetink, ter z 8 sekundami prednosti slavil dominantno zmago. Italijan Stefano Di Fulvio pa se je na koncu uvrstil na stopničke. Izmed Slovencev je med najboljše 10 prišel še Vladimir Stanković, ki je tokrat nastopil z novim dirkalnikom Mormo F20. Že prej sem omenil, da bomo v državnem prvenstvu videli bitko med Grudnikom in Raspetom. In smo jo dobili. Na koncu je bil le boljši Matej Grudnik, ki se je drugič skoraj spustil po 2 minuti. Rado Raspet je zaostal za 1,5 sekunde, Aleš Prek pa za 3 sekunde in 3 desetinke. V točkovanju še vedno vodi Milan Bubnič, a sta Matevž Čuden in Aleš Prek zaradi Milanove nesreče zmanjšala zaostanek. Divizija 1 zmeraj poskrbi za izjemne bitke. Tokrat ni bilo nič drugače. V prvi vožnji je Aleksander Buh najhitreje odpeljal 4,3 km na Gorjancih. A drugič je to uspelo Mateju Oblaku, ki je s skupnim časom 4:25:728 za samo 19 stotink prehitel Buha. Tudi Franci Likovič ni bil daleč zadaj, bil je 9 desetink počasnejši. V prvenstvu je tako prišlo do izenačenja na vrhu med Likovičem in Oblakom.
na Gode kljub nesreči ostaja na 3. mestu, še en MG Klenna Trčka pa najdemo na 4. poziciji. Ker je divizij veliko, ne bom izpostavljal točkovanja vsake posebej, lahko pa lestvice ostalih divizij in kategorij preverite na autoportret.si pošiljnica GHD tockovanja. Bom pa le naštel zmagovalce. Matevž Čuden daleč najhitrejši v diviziji 2, Patrik Zaječnik v diviziji 3, Aleš Prek v diviziji 4 in Špela Brezic po odstopih Krhina in Sveta edina v 5. diviziji. Polovica sezone v gorsko-hitrostnem dirkanju je tako za nami, kot je tudi tale reportaža. Naslednja dirka sledi avgusta v Lučinah, vabljeni pa sta tudi v Železnike, kjer bo 28. in 29. junija potekal 6. reli Železniki. Spremljajte naša družabna mrežja in spletno stran autoportret.si. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjič. Predvoznik Renault Megane RS, spletnega portala autoportret.si, na katerem lahko redno ažurno spremljate tudi novice slovenskih avtomobilskih dirk, kar nažalost ni tako gost pojav v slovenskih medijih, lahko bi bil bolj pogost, no in skupina fantov autoportret.si lepo skrbi za to. Tudi sam, čeprav sem prisoten na dirkah, v ponedeljek ali v torek rad preberem kakšno njihovo poročilo. Renault Megane RS, športnik